kljub temu, da je zdaj to simbolno vprašanje, kdo si kaj zasluži v Ljubljani v tem tednu zelo aktualno, lahko rečem, da smo mi to našo pobudo načrtovali še pred temi vprašanji in ta naš predlog nima neposredne zveze z najnovejšimi predlogi Petra Božiča. Lahko pa rečemo pač, da je tudi za nas vprašanje simbolov pomembno vprašanje in v tem smislu predlagamo tudi postavitev spomenika organizaciji Tigar. Več o sami vsebini bo povedal pobudnik tega predloga in tudi človek, ki bo v naslednjih mesecih znotraj mestnega odbora SLS Ljubljana peljal potrebne aktivnosti, da se ta pobuda tudi uresniči oziroma da Ljubljana slej ko prej dobi ta spomenik. Tako da, gospod Umek, prosim, da predstavite pobudo, razloge zanjo. Glejte, drage novinarke, sovpadata, tako kot že predsednik rekel, ni to vezano na aktualne dogodke, sovpadata pa dve dejavnosti. Prva dejavnost je to, da se oblikuje novo mestno središče, ki mu nekateri se z določenega iz rogov nasprotujejo, ampak na Kongresnem trgu se pripravlja nov prostor in se ta prostor oblikuje. Mi bi želeli in podpiramo vsa prizadevanja, ki izboljšujejo videz glavnega mesta, ki prebivalcem Ljubljane urejajo prijazen prostor v samem središču mesta za druženje, za druge kulturne in družbene prireditve. Pri tem se pa tudi zavzemamo za to, da bi ta prostor nosil javno sporočilo, jasno sporočilo, da je to glavno mesto Republike Slovenije in Slovencev. To se pravi, da bi imel ta jasen nacionalen karakter. In tukaj se odpirajo s prenovo Kongresnega trga izredno lepe možnosti za oblikovanje prostora v mestnem središču ravno v tem smislu. Zato smo gospodu Zoranu Jankoviću poslali pismo s predlogom, da oblikovanje tega prostora dopolni s postavitvijo spomenika organizaciji Tigar, ki jo mi vidimo kot prvo protifašistično organizacijo v Evropi. To dejstvo bi izredno radi poudarjali, da smo bili tle Slovenci prvi v neki pozitivni trendu, v nekem pozitivnem gibanju, ki se je zavzemala za ohranitev nacionalne identitete Slovencev na ozemlju, ki ga je po prvi svetovni vojni okupirala Italija, in na ponovno združitev teh ozemljev z matično Slovenijo. To se pravi, ima tudi ta nacionalni naboj. Mi vemo, da je bila ta organizacija sicer v 50-letnici priključitve Primorske, če se spomnite 13.10., da je bilo to 97, odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije. To je zelo lepo, mi to podpiramo, smo tudi takrat to dejstvo podprli, vendar mislimo, da si zaslužijo nekaj več. Pismo z prošnjo za podporo našemu predlogu smo poslali vsem svetniškim skupinam, predsedniku vlade in vsem poslanskim skupinam zastopanim v državnem zboru. Zato, ker bi želeli, da bi bila ta pobuda ne politično obarvana, ampak da bi bila predvsem v smislu nacionalne identitete in oblikovanja nacionalnega prostora v središču Ljubljane. Realizacija našega predloga bi ustvarila os nacionalne identitete, ki bi potekala od Prešernovega spomenika preko spomenika Tigru na Kongresnem trgu do spomenika ilirskim provincam naprej na trgu francoske revolucije. To je ena os, ki jo je načrtoval že veliki arhitekt Plečnik in mislim, da bi bila to spet ena dopolnitev njegovih idej. Pri tem se ne smemo pozabiti na vrsto spomenikov, ki so postavljeni pred Narodno in univerzitetno knjižnico, pred NUK-om, ki bi se dopolnili, in če se bi ta ideja še dopolnjevala z drugimi obeleži nacionalni identiteti, bi dobili nek prostor, ki bi nosil to obeležje. To se pravi, možnosti za nadaljne dopolnitve tukaj obstajajo. In kot zadnje bi poudaril, spomenik Tigru bi lahko služil tudi protokolarnim potrebam Republike Slovenije. Mi nimamo enega takega spomenika, kot ga imajo druge evropske nacije,
kjer se recimo lahko tuje delegacije položijo kakšen venc, se poklonijo spominu na zgodovino te nacije. Mi takega obeležja nimamo in to obeležje bi bilo nekaj, kar bi lahko tudi služilo temu namenu. Torej, to je naša pobuda, mi pričakujemo ne strankarsko podporo tej pobudi, smo pripravljeni tudi sami v smislu te pobude delati in delovati, žrtvovati čas in tudi finančna sredstva, če je treba. Tako da, mislim, kljub krizi, kljub ekonomskim problemom, mislim, da ta pobuda ni vprašljiva. Toliko, hvala lepa. Jaz bi mogoče ta vsebinski del dopolnil še z eno razsežnostjo. Zdaj, dejstvo je, da mejno vprašanje v Sloveniji je v zadnjem času zelo izpostavljeno. Spomenik Tigru bi pomenil, da damo priznanje in častno mesto v slovenski prestolnici organizaciji, ki se je morda najbolj med vsemi organizacijami zavedala, kakšen je pomen meje. Če bi se ideje Tigra uresničile, danes vseh teh težav v zvezi z mejo ne bi imeli. To moramo zelo jasno vedeti. Mi vemo, da ime Tiger dejansko naznačuje meje slovenskega narodnostnega ozemlja, za katere so se zavzemali v organizaciji Tiger. In jaz mislim, da v tem smislu so bili vizionari, žal pa tega njihovega vizionarstva politiki in pa v desetletjih za njimi niso razumeli in mu niso posvečali pozornosti. Zato imamo danes odprte probleme z sosednjo državo in zato imamo danes vse te težave, ki iz tega izhajajo. In mislim, da je bilo v slovenski zgodovini mogoče premalo zavedanja o tem, kako so meje potrebne. In tukaj se lahko še danes od Tigra veliko naučimo. Dobro, je pa še kakšno vprašanje? Ta lokacija na Kongresnem trgu je edina možna ali so tudi kakšne druge variante? Ne, mi to prepuščamo urbanistom, to je samo predlog. Predlog se vklaplja v to, kot sem rekel, os nacionalne identitete, os, ki jo je načrtoval že Plečnik. Zdaj, če vidi mesto kakšno drugo primerno mesto, se nikakor ne vztrajamo, da je to edino možno. Vendar nekako mi bi želeli vsekakor vplivati in sodelovati pri oblikovanju tega prostora. Mislimo, da je ta prostor v središču Ljubljane izredno kvaliteten in z zaporo, poglejte, Prešernovega trga in Stritarjeve ulice je bil narejen prvi korak. Temu koraku morajo slediti naslednji koraki. Morajo slediti naslednji koraki v oblikovanju tega prostora in bi morali slediti naslednji koraki pri urejanju javnega prometa v mestu Ljubljana. Ampak to je že druga tema. Strokovno se že leta ve, da javni promet, tako kot je danes organiziran, skozi ozko grlo med Pošto in Tivolijem ne more funkcionirati, ne more nemoteno teči. Kljub temu se je to zdaj porinilo. Če vi pogledate recimo, koliko avtobusov gre do Pošte, potem boste videli, da tega v špici enostavno ne morete spraviti, da bo tukaj vedno prihajalo do zastojev. To se pravi, da bi moralo mesto iskati dolgotrajnejše rešitve. Mi bomo tudi pri teh rešitvah, na teh rešitvah delamo, na predlogih za te rešitve delamo, to vam bomo enkrat v bodočnosti tudi predstavili, ampak v celoti je mestni odbor zelo zainteresiran za urejanje prostora v središču mesta, ki bi bil reprezentativen, ki bi služil tudi lahko protokolarnim, ki bi bil vreden glavnega mesta Republike Slovenije.